Sponzor športne scene je Škoda, zanesljiv prijatelj. Gledalci in gledalke, zbrano občinstvo, dober večer in dobrodošli v nocojšnji športni sceni. Nedelja se počasi bliža k koncu in zaključimo jo kar se da športno. Kljub nekoliko poznejšemu začetku oddaje ste res vabljeni k ogledu, kajti v ognju imamo kopico zanimivih zgodb in prispevkov, podrobneje pa napovednik. Sezona alpskega smučanja se začenja. Pred prvo tekmo svetovnega pokala, ki bo konec prihodnjega tedna v Tinju, smo preverili stanje v moški in ženski reprezentanci. V oktobru res najbolj pospešeno delamo, tako da tudi na tej vzdržljivosti, tako da to je daleč najbolj naporno, kar se meni v smučanju lahko zgodi. Košarkarji Pivovarne Laško in Uniona Olimpije bolj ali manj uspešno nastopajo med najboljšimi moštvi stare celine. Med drugim več o sijajni zmagi Laščanov in zakaj so Ljubljančani izgubili. Pravim, manjka znanja in kvalitete igre v obrambi, kajti dobro obrambo je treba tudi znati igrati. Predstavljamo še drugo četverico nominirancev za Delovo nagrado Leon za športno osebnost letošnjega leta. Kaj je prinesel 11. krog lige Simobil pa v nogometnem bloku. Začenjamo pa s Formulo 1. Prejšnji teden so komisarji Mednarodne avtomobilistične zveze zaradi nepravilnosti na dirkalnikih razveljavili dvojno zmago Ferrarija na dirki, predzadnji dirki Formule 1 za svetovno prvenstvo, ki je bila v malezijskem Sepangu. Prvak za zeleno mizo je postal Finec Mika Hakkinen in seveda je to sprožilo val burnih razprav. Iz tabora Ferrarija so se pritožili in včeraj so njihovi pritožbi tudi ugodili. V vodstvu v skupnem seštevku je zdaj Irec Eddie Irvine, 4 točke za njim, ima 4 točke prednosti pred Fincem Hakkinenom in v nedeljo, naslednjo nedeljo si v japonski Suzuki lahko obetamo res veličastno predstavo. Negotovost je rasla vse do sobotnega dopoldneva. V petek je ob zaslišanju v Parizu še lilo kot iz škafa. Pred palačo na Place de la Concorde se je trlo novinarjev. Najbolj presenečeni pa so bili, ko so ugledali Eddija Irvina. Zmagovalec Malezije je zaradi zaslišanja prekinil svojo že pred Malezijo začeto pot Marca Pola. Takoj po zaslišanju pa je spet odšel na daljni vzhod. Natančneje v Hongkong, kjer se je najprej prevažal po morju med Kowloonom in otokom, potem pa z veseljem komentiral razsodbo, ki mu je vrnila zmago iz Kuala Lumpurja. You know, the team was totally exonerated. What I wanted was the team to be exonerated because, you know, if I didn't want people to think it was politics, it was business or any of that sort of carry on that got us reinstated. It was pure technical matter that the car was legal all along, which is fantastic. So everyone's totally exonerated. Medtem je v že soncem obsijanem Parizu predsednik FIA pred stotnijo novinarjev pojasnjeval razloge za takšno odločitev sodnikov, ki se je mnogim, predvsem pa Ronu Dennisu, zdela smešna, neresna in neverodostojna. Drugi spet so bili prepričani, da za vsem skupaj tiči Bernie Ecclestone, neformalni, a dejanski šef Formule 1. Now I have to say that in financial matters Mr. Ecclestone has great influence and people listen carefully to what he says. He has a small influence in making the rules because he has one vote among 24 on our World Council. But when it comes to enforcing the rules, he has no influence whatsoever, and no one, neither the Court of Appeal nor the stewards, would pay any attention to his views. Povsem povoženi so bili v Stuttgartu, kjer športni šef Mercedesa ni mogel dojeti odločitve sodnikov iz Pariza. Ja, sicherlich ist das Urteil enttäuschend für uns. Wir hatten keine Interpretationsspielräume gesehen in dem Reglement. Wir hatten das übrigens in Verbindung mit sehr vielen führenden Technikern als eindeutig so gesehen, dass es hier keine Toleranzgrenzen gibt. An der Messplatte, auf der alles gemessen wird, sehr wohl, plus minus 5 mm, aber nicht am Bauteil. Čeprav so ga srebrni letos lomili predvsem sami. Najprej že v Zeltwegu, potem še na Hockenheimringu.
pa v Spa-Francorchomu in nazadnje takole v Monci. Če pa pomislimo še na tole napačno taktično odločitev Rona Denisa pri Hakinenovi menjavi koles na razmočenem Nürburgringu, potem je zunanjih krivcev za McLarenov letošnji zaostanek za Ferrarijem letos Na zaslišanju v Parizu je bil tudi Stewart, saj sta bila Johnny Herbert in Rubens Barrichello po diskvalifikaciji Ferrarijev drugi in tretji. No, Paul Stewart, ki je najprej podpiral McLarena, si je premislil in z razumevanjem sprejel odločitev prizivnega sodišča FIA. In ne smemo pozabiti dejstva, da bo prihodnje leto prav Rubens Barrichello dirkal s Ferrarijem. Torej je jasno, komu bo Suzuki, če bo potrebno, Brazilec v tem obračunu bolj naklonjen. Nadaljujemo pa s hokejem. Igralci ljubljanske Olimpije so zmagovalci turnirja drugega kroga celinskega pokala, ki je bil na Madžarskem. V zadnji tekmi so remizirali s Torpedom, medtem ko je Alba Volan 6-4 premagala Dunafer in tako so Ljubljančani s 4 točkami osvojili prvo mesto v skupini in si priigrali tudi uvrstitev v nadaljnje tekmovanje, ki bo v švicarski Ambri. Poglejmo pa zdaj v dvorano Podmežakla, kjer je bila danes tekma Mednarodne hokejske lige med ekipo Jesenic in Beljakom. Moštvo Beljaka je bilo nedvomni favorit nocojšnje tekme, kar so trenutno najboljši hokejisti v Mednarodni hokejski ligi tudi opravičili. Jeseničani so imeli le redke prave priložnosti, iz katerih bi lahko iztržili zadetek. Vratar gostov je sameval, medtem ko je Luka Simšič na drugi strani popravljal svojo statistiko obramb in reševal železarje. Mlada ekipa smo. To se nam pozna na takih tekmah z močnimi nasprotniki, kakor so Filah, ne. Čeprav škoda, da smo 3 gole dobili po svojih napakah, ker če teh ne bilo, pa da bi dali še kakšen gol, bi pa v bistvu tudi proti Filahu mogoče lahko dosti bolj izpadla tekma, ne. Hokejisti Akronija, ki v svojih napadalskih vrstah iščejo nekoga, ki bo redno zadeval nasprotnikova vrata, ponovno niso znali izkoristiti igralca več na ledu. Mislim, da smo premalo agresiven, da vsak posameznik premalo upa s pakom narediti kakšno finto, kakšnega predriblati, da bi prišel v tako pozicijo, da bi lahko bolj streljal ali pa da bi bolj podal. Napadu ni šlo, najlepše priložnosti so ostale le priložnosti, medtem ko so napadalci Beljaka neumorno prodirali pred Simšičeva vrata. V obrambnih vrstah že nekaj časa manjka poškodovani Borut Vukčević. Mislim, da danes kljub porazu 4-0, da nam nobena ne more učitati borbenosti. Kar se Filaha tiče, je to rutinirana ekipa, tako da jaz mislim, da v toku sezone, da bomo zrihtali tudi to našo obrambo, pa da bomo kakšen gol več dali v napadu. Na lestvici Akroni ostaja na dnu z 2 priigranima točkama in skromnimi 9 doseženimi goli. Olimpija je 5. za avstrijsko četverico, ki za Slovence ostaja nepremagljiva. V statistiki Mednarodne hokejske lige pa vendarle držimo 2 vodilni mesti. Akroni ima najmanj prisojenih kazenskih minut, Olimpija tu močno zaostaja, ima pa igralca, ki je bil od vseh hokejistov lige najdlje izključen. Robert Ciglenečki je na 6 tekmah odsedel polnih 45 minut. Tudi po tej nocojšnji potezi Hohenbergerja se statistika za Akroni ni občutno spremenila, še vedno so na vrhu. No, poglejmo na hitro še enkrat, kakšno je stanje na lestvici Mednarodne hokejske lige. To je liga, v kateri igrajo letos 4 avstrijski in po 2 kluba iz Madžarske in Slovenije. V vodstvu VSV Beljak je na prvih 4 mestih sploh vsa avstrijska moštva, na drugem Celovec, na 3. Feldkirch in na 4. Dunaj. Na prvi Beljak je v 8 tekmah zabeležil 8 zmag. Potem na 5. mestu madžarski Dunafer, 6. je Olimpija, ki je v 6 tekmah 3-krat zmagala in bila 3-krat poražena. Na zadnjih 2 mestih s po 2 točkama pa moštvi Akron Jesenic in madžarske Alba Volana. Tako, to je bil hokej. Pred oglasi pa poglejmo še kratek pregled drugih dogodkov, ki jih začenjamo z dirko motociklistov. Predzadnja dirka v cestno-hitrostnem motociklizmu v brazilskem Rio de Janeiro nam je prinesla 2 nova svetovna prvaka. V kraljevskem razredu je kot prvemu Špancu v zgodovini to uspelo Alexu Crivillu s Hondo, ki je bil na današnji dirki šele 6. Zmagal je Nori Cabe pred Biaggijem in Robertsom. Letošnjo premoč je na predzadnji dirki potrdil tudi Italijan Valentino Rossi z Aprilio in z 20 leti postal najmlajši svetovni prvak v 4. drskem razredu.
Po 8 letošnjih zmagah je slavil tudi danes, njegovo premoč pa sta morala priznati Okava in Capirosi. Zadnja dirka v Argentini bo tako odločala le še o naslovu prvaka v razredu do 125 kubičnih centimetrov, za katerega se borijo še Alzamora, Melandri in Azuma. Na današnji dirki je bil najboljši Ueda pred Melandrijem in Alzamorom. Hotel MGM v Las Vegasu je sinoči gostil še eno boksarsko farso. Tako pričakovani dvoboj med Mikeom Tysonom in Orlinom Norrisom se je namreč končal podobno kot srečanje med Holyfieldom in Lewisom, torej brez zmagovalca. This bout is officially ruled at this time a no contest. Nenavadno odločitev so sodniki sprejeli potem, ko je Tyson svojega nasprotnika nokavtiral po gongu, ki označuje konec runde. Norris naj bi si pri tem poškodoval koleno, zaradi česar je zavrnil nadaljni boj. To je tako razjezilo Tysona, da se je nad Norrisom znesel še na novinarski konferenci. He should feel bad about himself, he should feel disgraced about himself, and the real fighter fight till they can't fight no more. Za pravi šok med ljubitelji boksa pa je Tyson poskrbel z izjavo o svoji upokojitvi. I'm just tired of it. I really don't even want to fight no more. I'm just tired of all this shit, really. V Moskvi se je končal ženski teniški turnir z nagradnim skladom $1 milijon. V finalu je slavila Francozina Nathalie Tauziat, ki je bila z 2-6, 6-4 in 6-1 boljša od Avstrijke Barbare Schett. Selimo se v francoski Lyon, kjer so se na ATP turnirju za $800,000 pomerili fantje. Finalni obračun je dobil Ekvadorec Nicolas Lapenti, ki je 6-3 in 6-2 nadigral Avstralca Leightona Hewita. Na Havajih je potekal znameniti triatlon Ironman. S časom 8 ur, 17 minut in 17 sekund je slavil Belgijec Luc van Lierde. Naš najboljši pa je bil Igor Kogoj, ki se je uvrstil na 54. mesto. Škoda, zanesljiv prijatelj. Fanta, tišči me. Ja, res, tišči. Še nekaj časa ne greste nikamor, zgrabite Snickers. Dajte no, hiter. Imate prhljaj? Zdaj je tu Fructis iz laboratorijev Garnier, prvi šampon proti prhljaju z aktivnim sadnim koncentratom, ki odstrani prhljaj že po nekajkratni uporabi in ponovno vzpostavi naravno ravnotežje lasišča. Lasje zasijajo z vso močjo. Šampon proti prhljaju Fructis z jamstvom laboratorijev Garnier iz Pariza. Aerowaves, žvečilni gumi iz Wrigleyja, s katerim boste lažje zadihali. Z žvečenjem se kot val za valom sproščajo hlapi mentola in evkaliptusa, ki čistijo nos in odpirajo dihalne poti. In to traja in traja. Žvečilni gumi brez sladkorja Airwaves. Žveči in lažje zadihaj. Pa danes želiš riomare? Z rožmarinom. Z okusom rožmarina? Ja. Gurmanka, tu imaš tuno z rožmarinom. Vidiš rožmarin? Ja. Zdaj pa tiho. Jem. Ste razumeli? Tunina riomare z rožmarinom. Tudi testenine si jo vroče želijo. Kinder Bueno, lahka krema iz mleka in lešnikov v hrustljavem vaflju, prelita s slastno čokolado. A si za eno? Ja, seveda sem. Ker je dobro, ker je hrustljavo, ker je Kinder. Kinder Bueno. Sibirske haske je vzrejan že vrsto let. Vse, kar počno 100% in jaz jim vedno vračam enako. Zato jih hranim izključno s Pedigree komplet menije. Nudi jim uravnoteženo prehrano, ki je ne bi mogel nikoli pripraviti sam. Pedigree komplet meni, mesne beljakovine za mišično moč, vitamini in minerali za močne kosti, 100% uravnotežena prehrana ohranja zdravje vašega psa vsak dan. Ko gre za zdravje mojih psov, vse prepušča strokovnjakom. In največ izkušenj ima prav Pedigree. Pedigree komplet meni. Mladina. Revija, ki pove več.
Dobrodošli nazaj. V srednjem delu nocojšnje športne scene pa govorimo o alpskem smučanju in najprej pa o košarki. Igralci Pivovarne Laško so konec tedna dosegli prvo zmago v Euroligi, prvo zmago v konkurenci med najboljšimi evropskimi moštvi. To je bila predstava v režiji Gregorja Hafnerja in poglejmo, kaj jim je ta zmaga prinesla in kako izgleda pogled na lestvico skupine C. V vodstvu Asvel pred Makabijem in Olympiakosom pravzaprav pa imajo vsa omenjena 3 moštva v 4 tekmah, 3 zmage in 1 poraz, torej 7 osvojenih točk, ločijo jih le razlike med osvojenimi in zadetimi koši. Na zadnjih 3 mestih ali pa povsem drugačna slika, torej v 4 tekmah 1 zmaga in 3 porazi, pa ekipe Varezeja iz Italije, Ilkerja iz Turčije in naših pivovarjev iz Laškega, torej vsi imajo po 5 osvojenih točk in naslednjo priložnost za dokazovanje ima naša ekipa že naslednji teden, ko se bo pomerila s turškim Ilkerjem. Pa poglejmo zdaj, kako je izgledala ta predstava v režiji prvega strelca, ki je kasneje postal prvi strelec in tudi mož odločitve, torej Gregor Hafner. Mesteca Laško na evropskem zemljevidu ni, zato pa od tega tedna dalje o košarkarskem klubu Pivovarna Laško na stari celini govorijo na glas. Po 3 porazih v Euroligi, še posebej boli visok poraz proti Asvelu, so Laščani presenetljivo na kolena spravili grški Olympiakos, ki je bil med drugim že evropski prvak leta 1997. Moram pa reči, da če ne bi pustili srca na parketu in če ne bi rad za samo močjo do konca, do zadnje sekunde, tudi